Spoštovani predsednik, spoštovane gospe in gospodje, zelo sem vesela, da sem vseeno lahko danes zopet z vami. Kot je rekla že državna sekretarka z Ministrstva za kulturo, smo novembra imeli en dober pogovor in seveda se na Ministrstvu za gospodarstvo še kako zavedamo tega, kar je tudi danes naslov gospodarskih učinkov audiovizualne industrije za tudi tako podjetnike in splošno gospodarstvo v Sloveniji. Zato mi dovolite, da izpostavim ta tri področja, kjer se na Ministrstvu za gospodarstvo še kako zavedamo, kako smo prepleteni in kako pomembna je audiovizualna industrija. Gre za to, da je veliko malih in srednjih podjetij, SP-jev še kako vpetih v to industrijo, da je to izjemna priložnost tako za njihov razvoj in rast. Seveda ima izjemen pomen tudi za turizem iz dveh vidikov, promocijskega vsi si predstavljamo in ga seveda prepoznamo. Na prejšnji teden končanem Alpe Adrio sejmu v Ljubljani je na primer Reka ljubezni imela svojo stojnico med vsemi ostalimi ponudniki slovenske turistične ponudbe. Jasno, da je še toliko večji promocijski odziv pri večjih mednarodnih produkcijah. In po drugi strani vemo tudi, da so vse te produkcije povezane z večjim številom ljudi, ki v času projekta bivajo v določenem predelu Slovenije, da takrat doba bivanja je daleč stran od povprečne dobe bivanja v Sloveniji, ki je 2,8 dni in da je seveda tudi dodana vrednost temu primerno višja. Po drugi strani pa seveda na ministrstvu izjemno podpiramo tudi ustvarjalnost, inovativnost, ki jih tudi prinašajo audiovizualna industrija in zato si še kako predstavljamo tudi ob pripravah na predsedovanje prihodnje leto, da bo to ena od tem, ki jo Slovenija že ima, konkurenčnost povezana z sektorjem, povezati te kreativne industrije in ustvarjalnost, inovativnost z gospodarstvom. Ravno tako se v Evropski uniji pripravlja tudi nova industrijska strategija in zopet kreativni sektorji bodo vsekakor tudi kot prioriteta tudi na tem področju. No, in naša končna in skupna želja je, da Slovenija še toliko bolj prepoznavna kot zelena, kreativna in pametna, oziroma kot imamo slogan, ki ga slovensko gospodarstvo uporablja pri predstavitvah v tujini, Green, Creative in Smart. Ob zavedanju, kaj pomeni audiovizualne industrije, tako kot sem rekla, po eni strani za gospodarstvo in vsekakor tudi za turizem, mislim pa, da smo v preteklih letih dokazali, da znamo sodelovati tudi, zato smo na Ministrstvu za gospodarstvo seveda podprli prizadevanja Ministrstva za kulturo in pa Slovenskega filmskega centra za delno povračilo stroškov tujih produkcij v Sloveniji. Ravno tako sta Slovenska turistična organizacija in Slovenski filmski center postala dobra partnerja v zadnjih nekaj letih in se skupaj predstavlja Slovenijo kot dobro destinacijo za snemanje in različne produkcije, tako na mednarodnem festivalu v Cannesu, kot na sejmu za promocijo filmskih lokacij Focus v Londonu, kjer smo bili zdaj dvakrat, da rečem, skupaj. In v letu 2018 je STO zopet skupaj z ostalimi deležniki pripravil eno zanimivo delavnico z lokalnimi turističnimi organizacijami in destinacijami, kaj pomeni biti gostitelj takšnih produkcij, kakšne so še priložnosti in glede na občasne probleme pri snemanju, s katerimi sem tudi sama seznanjena, mislim, da bo kmalu čas, da se takšna delavnica res tudi ponovi.
zato da vsi vidimo, kakšne so priložnosti, nekatere že izkoriščene, ampak predvsem še veliko neizkoriščenih. Tako da se veselim, dokler mi bo pač dana možnost, da bom lahko z vami, da bom slišala veliko zanimivega, kot je že rekla moja predhodnica, tekoči posli so na srečo vse en relativno širok pojem, dokler bomo na svojih pozicijah, vam lahko zagotovim, da bomo naredili vse, da to, kar se bomo dogovorili, da bomo tudi izpeljali in da vsekakor tisti, ki pridejo, da bojo imeli dobro zastavljene izzive. Tako da hvala in uspešen dan.